Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni pred malimi zasloni na kanalu Televizije AS, kjer za vas pripravljamo oddaje z različnimi gosti, ki povejo tudi svoja različna mnenja. No, tokrat pa imamo v studiu prav posebnega gosta, nam dolgo leto znan obraz, pa tudi naš sonarodnjak, prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan, hvala za vabilo. Pa morda nekako vaš pogled na to svetovno dogajanje, kajti v vaši karieri ste bili tako v Ukrajini kot tudi v Rusiji. Pa kako vi gledate na to dogajanje v Ukrajini, ta ukrajinsko-ruska kriza, ki nekako bremeni cel svet, pa tudi ne nazadnje našo ljubljeno Slovenijo? No, ta kriza, če jo recimo tako imenujeva, je pravzaprav nek tektonski pretres. Ne samo Evrope, ampak, kot ste rekli, celega sveta. To je vojna, najprej da rečem, ki se ne bi smela zgoditi. Ker se v sodobnem svetu problemi ne rešujejo z vojnami. Vojna je seveda dobila neke razsežnosti, ki upravičeno navajajo na sklep, da gre za hudodelstvo, da gre za zločine, da je to vsega obsojenja vredno in da je potrebno v tem trenutku narediti vse, da se vojna zaustavi, da se zaustavijo ta hudodelstva, ki se odkrivajo zdaj iz dneva v dan, tako rekoč na novo, in da se zagotovi najprej mirje, potem pa nek dogovor, nek kompromis o miru. Kot sem rekel, ta vojna se ne bi smela zgoditi in tudi se ne bi smelo zgoditi vse tisto, kar je se dogajalo prej na tem prostoru. Veste, da se je lahko pričakovalo, da bo prišlo do konflikta. Celo more biti tudi do oboroženega konflikta, je dalo misliti, ko se niso uresničevali sporazumi iz Minska, ki naj bi nekako poskušali urediti napete odnose med Ukrajino in Rusijo, takrat po aneksiji Krimskega polotoka. In ti sporazumi najprej samo med Rusijo in Ukrajino in potem seveda z sodelovanjem še nekaterih drugih evropskih držav, so omogočili neko, ne bom rekel ravno elegantno rešitev, ampak vsaj preprečevanje, da bi namesto dogovora prišlo do orožja. Zdaj seveda je orožje tu, Ukrajinci so napadeni, pomoč najprej Evrope in potem sveta je prvi hip bila z orožjem, kar je seveda v tej situaciji razumljivo. Mislim pač, napadeni se mora braniti in če nima orožja, mu je treba pomagati z orožjem, ampak seveda orožje dolgoročno ni rešitev, ker vsaka nova puška je nov mrtev človek, če malo karikiram, in mogoče nekoliko odmika pozornost od tega, da je po vsaki vojni, da so potrebna pogajanja. In nobena vojna se ni končala na vojnem polju, ampak se je končala v sporazumi, da me boste prav razumeli. Torej, ni nobenega upravičila za to, da je do te vojne prišlo, nobenega upravičila do tega, kar ruski politiki s Putinom počnejo, kar počnejo ruski generali, ampak vendarle je treba pogled obrniti naprej, se pravi, kaj bo po tej vojni. Kaj se bo po tej vojni zgodilo med tema dvema državama, med tema dvema narodama, kar se bo zgodilo v Evropi, kar se bo zgodilo potem tudi v razmerju med Evropo in Združenimi državami Amerike. Skratka, in kaj se bo zgodilo z mednarodnim vojnim pravom in sploh z mednarodnim pravom, ki regulira odnose med državami toliko let po drugi svetovni vojni z namenom, da ne bi prišlo do takšnih konfliktov. Skratka, zato sem tudi prerekel, to je nek tektonski pretres, ki bo marsikaj od tega, kar smo bili navajeni, postavilo na glavo. Gospod Lipušček, ki ga večkrat gostimo pred našo kamero, da pokomentiramo dogajanje v Ukrajini, je pred časom dejal, da je ta vojna predvsem tudi v interesi Združenih držav Amerike. Kaj pravite na to izjavo gospoda Lipuščka? Torej, če pogledate, kar se je dogajalo prej, pa ne mislim neposredno vojno, zadnje čase z Evropsko unijo,
Saj je bilo evidentno, da imata vsaj dve veliki državi interes, da Evropska unija ne postane nek močen dejavnik na mednarodnem prizorišču, da je to počel Trump v Združenih državah Amerike in da je to počel Putin na vzhodu Evropske unije. Eden je počel direktno s pritiski takšnimi in drugačnimi, ne. Putin je počel pa seveda preko tega, da je spodbujal, ko bi rekel neko, kako se to reče zdaj, iliberalistično in suverenistično politiko tako imenovanega Višegrajskega četvercka, ki je rahljal, ne, zlasti tisto vezno tkivo Evropske unije, ki bi omogočalo njeno okrepitev in postavitev kot pomembnega dejavnika na svetovno prizorišče, to je element solidarnosti. In te solidarnosti so te države začele prve odrekati. Evropska unija je nekako reagirala na to vojno na prvi pogled složno, ampak vseeno se določene države nekako tudi odločajo po svoji volji. Ena zgodba so baltske države, pa Poljska, druga zgodba je potem Nemčija, potem pa seveda tudi Slovenija. Kako gledate reakcijo Slovenije na to krizo v Ukrajini? Slovenija se je, če jo gledamo kot celoto, se pravi ne samo slovensko politiko, ampak tudi državljane, ljudstvo, ljudi, ne, se je odzvala po moje pričakovano. Obsodila je to, ne, na eni strani, na drugi strani prikazala oziroma pokazala veliko pripravljenost pomagati ljudem, prvič beguncem, potem s humanitarno pomočjo, ne, z nekimi prizadevanji, zapeli na mednarodno javnost in tako naprej. Seveda, drugo je to, kar počnejo posamezne države, ste rekli, pač politika so seveda interesi. Ne. Nekatere države, ki so interesno globoko povezane z Rusijo, so seveda se razen načelne obsodbe v konkretnih stvareh, bi rekel, pomišljale, obotavljale. Recimo Orban je tak tipičen primer, ne, ki je tudi recimo zdaj pred volitvami, ne, grozil svojim državljanom, če bo zmagala opozicija, bodo madžarski fantje morali iti na fronto v Ukrajino. Ne, kar govori že o tem, on je tudi Zeja imenoval za igralca, tam odgovoril, da je on sicer res igralec, ampak je tudi diplomirani pravnik, skratka, ne. Človeka, ki ga danes ves svet vidi kot junaka, ki je ostal na prizorišču, ki hrabri svoje rojake, ga zmereš, da je igralec. Mislim, to so pač neke realnosti, znotraj katerih se gibljemo. Zdaj, seveda, če pogledam Slovenijo in slovensko politiko, ne, je v obsodbi enotna, različno podcenjuje posamezne akcije. Ne. Recimo, ne, to potovanje našega predsednika skupaj s poljskim in češkim predsednikom in, kar je pomembno, z človekom, ki je alfa in omega poljske politike, s Kaczyńskim v Ukrajino, ne, bi človek rekel in na prvi pogled, in tako tudi je, moja reakcija, vsaka stvar, ki pripelje do mira, je hvale vredna. Vprašanje, ki se ga je treba postaviti, a je ta ekspedicija, če jo tako imenujem, čemerkoli prispevala k miru? Kaj se je potem v Ukrajini zgodilo, na relaciji tudi Ukrajina-Rusija, ne, po tem obisku? Ne. Dejstvo je, da ta akcija znotraj Evropske skupnosti držav, to se pravi znotraj Evropske unije in tudi širše, ni bila dogovorjena, ne, ampak je nasprotno postavljala neke vrste pomisleke, vprašanja, kaj to zdaj je. Drugo je zdaj, ko gre Ursula von der Leyen v Kijev, skupaj, mislim, da s predsednikom Mišelom ali pa vsaj z predstavnikom za zunanjo politiko, to je dogovorjena akcija. Ta ima nek razlog, ki ga bodo upoštevali in respektirali ne samo Ukrajinci, ampak se bo na to morala odzvati tudi Moskva. Torej, eno je to, kar je dogovorjeno in v tem trenutku je najslabša stvar, če se ta enotnost krha, ne. Drugo pa so individualne akcije, ki imajo lahko dvomljiv učinek ali pa seveda tudi učinek, ki v bistvu nasprotuje temu, kar naj bi bil namen takšnih akcij. V Sloveniji je sedaj 2 leti traja ta korona kriza, ki je dejansko vplivala na ta naš družbeni sistem in dejansko vplivala na človekove pravice. Vemo, takrat vaša ekipa, ki ste bili leta 90, 91, pa prej, so bile sanje
enakost človekove pravice. To je nekako bilo glavno gonilo od tistih svobodnih volitev do razglasitve neodvisnosti in potem vstopa v Evropsko unijo in tako naprej. Ampak v zadnjih 2 letih so se pa te stvari korenito spremenile. V enem trenutku nismo smeli potovati iz ene občine v drugo občino. Kako komentirate tak padec človekovih pravic v eni taki državi, kot je Slovenija? No, najprej o epidemiji. Je to seveda bil nek nov pojav, ki je bil presenečenje ne samo za Slovenijo, za cel svet. Pravzaprav ni bilo jasnega odgovora, kako se je možno temu opreti. Podatki so bili zaskrbljujoči, veliko število ljudi je bilo bolanih, hudo bolanih, in je seveda bilo potrebno odreagirati. Tako kot so odreagirale posamezne države in tudi mednarodna skupnost, v glavnem na podlagi strokovnih ocen in strokovnih predlogov. Slovenija je seveda tudi odreagirala s tem, da so tudi, kar zadeva strokovne predloge, dostikrat prevladali politični in nestrokovni argumenti in so strokovne skupine, ki naj bi oblikovali te predloge, v bistvu bile bolj v pomoč oziroma bolj v oporo oziroma pomoč kot v oporo politiki. Tisto hujše, kar se je dogajalo, se je pa dogajalo za videzom, da vlada skrbi v našem interesu za to, da se zaustavi epidemija in se je takrat posegalo globoko v pravno ali, če hočete, ustavno ureditev naše države, omejevalo se je človekove pravice, veliko bolj rigorozno, kot je bilo potrebno, brez roka trajanja, brez sorazmernosti, poskušalo se je stvari urejati mimo veljavnega pravnega reda, se pravi tam, kjer bi bilo potrebno stvari zlasti posege v človekove pravice, na kar vi opozarjate, z zakonom, ker človekove pravice je mogoče omejevati samo zakonom, je to vlada počela z uredbami. Te uredbe so potem na ustavnem sodišču, ne bom rekel vse, ampak v veliki meri so padle. In kako je vlada na to reagirala? Da bo sicer spoštovala odločitve ustavnega sodišča, ampak da je ustavno sodišče krivo za veliko število bolanih in mrtvih. Skratka, drugače, kot se to v neki urejeni demokratični državi, ki spoštuje vladavino prava, dela. Se pravi, tudi izogibanje sodiščem ali pa bi rekel potem sprejemanje zakonov, tako imenovanih interventnih, ki naj bi olajšali življenje gospodarstvu, javnim službam in tako naprej, je imelo dostikrat podtaknjence, kot zdaj temu pravimo, se pravi neke določbe ali pa neke rešitve, ki z epidemijo in z reševanjem tega problema niso imeli nobene zveze. Recimo, teh primerov je bilo veliko, tudi nekatere od teh so potem končale na ustavnem sodišču, ampak naslednji zakon je imel spet tak poskus, imeti neko določbo, ki se je nanašala nekaj na povsem drugega. In tisto, kar je bilo pravzaprav najbolj povezano s človekovimi pravicami, niso samo ta policijska ura pa prepoved gibanja med občinami in tako naprej, ampak odnos do civilne družbe. Civilna družba, del te civilne družbe, ki je zaznal to, bi rekel, manipulacijo v imenu epidemije, je protestiral. Najbolj evidentni so bili tako imenovani kolesarski protesti v Ljubljani na Trgu Republike. Namesto tega, da bi vlada bila sposobna vzpostaviti dialog z temi protestniki, jih je začela preganjati. In je pravzaprav vzpostavila visoko stopnjo represije. Običajno se govori o tem, da so ljudje, ki so sedeli na tleh in brali ustavo, da so bili preganjeni, oglobljeni. So še drugi primeri, ki so hujši. Skratka, vlada je civilno družbo in te proteste smatrala za svoje nenasprotnike, za sovražnike in tako jih je tudi tretirala. Da ne govorim seveda o ministru za notranje zadeve, ki je direktno vzel v roke upravljanje s policijo, tisti znani protest z vodnim topom, z plinom in tako naprej. Ste si kdaj mislili v preteklosti, da bo kdaj do česa tega prišlo? To sem pa hotel na koncu povedati, ker ste me to vprašali, kako je bilo takrat. To, kar je na koncu Jugoslavije ljudem najbolj manjkalo,
je bilo med drugim tudi, ali pa bi rekel, zelo pomembno, ravno spoštovanje človekovih pravic. To je bila ena od stvari, da so si ljudje rekli potem po spremembah, se pravi to, kar v prejšnji državi nismo imeli, v novi državi bomo to imeli. In takrat, ko je bila velika mobilizacija v Sloveniji, tudi ljudi, posameznikov, ali bomo postali član Evropske unije ali ne, je bilo potrebno izpolniti mnogo zahtevnih kriterijev. En od teh kriterijev je bil, ali Slovenija spoštuje vladavino človekovih pravic. In dobili smo zelo visoko oceno, več kot vse te države, Poljska, Češka in tako naprej, ki so kandidirali za ta sprejem. Skratka, imeli smo zelo visoko oceno in zelo veliko zavest o pomenu spoštovanja človekovih pravic. Ne. To je potem nekako padlo malo v ozadje, ni se to več tako, mislim, poudarjalo kot eno od najbolj pomembnih, ko bi rekel, označb za demokracijo v slovenski družbi, ampak zadnji 2,5 leti od pojava, da tako rečem, nesrečnega te vlade je pa, bi rekel, to zgrmelo tako rekoč v prepad. Veliko prahu je dvignilo to obvezno cepljenje. Kakšen je vaš pogled na to, recimo v primeri korone, cepljenje obvezno ali ne? Glejte, rekel sem že prej, s to epidemijo ne imel nihče izkušenj. Potem se je zelo hitro, prej kot v kateremkoli drugem primeru, nenadoma prišlo do cepiv, ki naj bi pomagale, da vi kot cepljen človek ne bi mogli ogrožati mene kot necepljenega človeka. Ne, pričakovalo se je, da bova oba cepljena. Se pravi, da vi ne boste ogrožali mene, ni jaz, ne vas. Ne. Ampak to je seveda temeljna človekova pravica, ali se bo cepil ali ne. In jaz razumem pomisleke tudi mnogih ljudi, ki se niso cepili, ne, ampak ni mogoče potem imenovati, da tisti, ki so se cepili, pa da so nosilci nasilja nad necepljenimi. Skratka, tudi tu se je vzpostavila ena, kako bi rekel, nerazumna cenzura, ni se vzpostavilo normalno razumevanje enih z drugimi. In mislim seveda, da bo v prihodnje potrebno, upam, po teh volitvah in po spremembi odnosov v slovenski družbi, tudi v takih stvarih spostaviti normalen dialog, da bodo ljudje lahko povedali svoje argumente, slišali protiargumente in da bo vsakdo lahko na sebe prevzel odgovornost za sebe in za druge. Ker običajno se je v tej razpravi zdaj postavljalo, to je moja pravica. Je moja pravica, ampak je tudi tvoja pravica. In moja ima s tvojo pravico omejitev. To je staro pravilo in ne vem, če se to v Sloveniji dobro razume. Sami ste omenili volitve, pa tudi večkrat v teh časih ste tudi ljudi nekako pozivali, da naj gredo na volitve. Pa morda, zakaj ste se odločili tudi, da javno pozovete ljudi, da naj se udeležijo teh prihajajočih volitev, ki bodo 24. aprila? No, glavni razlog sem vam povedal. Se pravi, v Sloveniji imamo neko nenormalno stanje in volitve v demokratični državi so edini vzvod, če hočete, ali pa edino inštrument, ki lahko iz tega nenormalnega stanja državo vrne v normalno stanje. Se pravi, da se bomo lahko normalno med sabo pogovarjali, da ne bo bojazni, da ljudje ne bodo ustrahovani, da ne bo cenzure v medijih, da se novinarji ne bodo bali upravljati profesionalno svojega poslanstva, da ne bo koncentracije in cenzure, če hočete, v javnih medijih, da se bo, zdaj seveda bo zvenelo kot fraza spoštovana pravna država, med drugim, da bodo ljudje, tudi najvišji funkcionarji, ko bodo dobili poziv na sodišče, ta poziv sprejeli, podpisali in šli na sodišče, da se ne bodo bali tega, kar bo sodišče odločilo, da ne bodo rekli, da imajo premajhen poštni predal, da nimajo ta pravega naslova in tako naprej. Veste, to pač tako je v državi, organizirani državi se ljudje zgledujejo po svojih predstavnikih, zlasti po najvišjih predstavnikih. In če enemu od najvišjih predstavnikov ali nekaj njim ni potrebno spoštovati zakonov, zakaj bi jih pa drugi? Zadnjič sem poslušal soočanje na, upam, da ne vaši konkurenčni televiziji, na Pop TV-ju, kjer je gospa evropska poslanka Romana Tomc govorila o enakosti pred zakonom, z veliko vehemenco in veliko cinizmom, ampak to, kar bi jaz recimo vprašal,
to, da je stranka gospe Aleksandre Pivec z njihovim posredovanjem pri generalnem direktorju televizije postala parlamentarna stranka, stranka Goloba, se pravi Svoboda, ne, ki ima ravno tako vse te elemente iste, kot jih ima stranka gospe Pivčeve, pa je seveda izločena kot neparlamentarna stranka na soočanju v javni televiziji. No, sej, kolikor jaz gledam podatke, jih tudi veliko ljudi ne gleda tega spremljanja, tega soočanja na nacionalni televiziji. Skratka, že to je nek primer, kako pravzaprav je neenakost pred zakonom, da seveda ne govorimo o tem, da ljudje, ki se bojijo iti pred sodišče, potem z raznimi manevri svojih odvetnikov, kar je seveda zelo spoštujem, ne, dosežejo kaj? Dosežejo, da stvari na sodiščih zastarajo in potem je trditev, sej krivda ni bila dokazana, sej ni mogla biti dokazana, sej so stvari dostarale. To so vse elementi tega, kar je, spravim, nespoštovanje pravne države in se ljudem to polagoma zdi, mislim, kot normalno, ne. Jaz pa protestiram zopet to, da bi se navadili in da bi to sprejeli kot neko naše normalno stanje. Kakšna so vaše pričakovanja na teh volitvah? Kaj se bo zgodilo? Moje pričakovanje je samo to, kar sem vam rekel, da se bomo vrnili, da se bo država vrnila v neko normalno stanje. Torej, nekako predvidevate, da bo leva, da se bo slika nagnila, oziroma da se bo ladja nagnila na levo? Veste kaj, zdaj jaz tu težko uporabljam levo, desno, ne. Jaz vidim ta hip v Sloveniji samo dva politična tabora. Eden je tabor, ki ruši ustavno ureditev te države, in vidim tabor, ki se prizadeva spoštovati ustavno ureditev, demokracijo in človekove pravice. Samo ta dva tabora sta. Zdaj, mene sklicevanje nekih strank na to, da so sredinske, da nimajo ideologije in tako naprej, ne prepriča. Torej, tu si samo ali za to ali si za to. Zdaj ste že imeli zagotovo priložnost nekako gledati na kandidate, ki kandidirajo na teh volitvah, pa morda vas je kateri od kandidatov nekako še najbolj prepričal? Nekateri me prepričajo in bi tudi si jih želel videti v parlamentu, ne. Ker, če poenostavim zadevščino, ne, Državni zbor je v vseh zadnjih 2 letih, tudi še malo nazaj, če gledava, precejšnji meri izgubil svojo verodostojnost z ljudmi, ki so se oglašali, kako so se oglašali, s kakšnimi argumenti, z žalitvami medsebojnimi in tako naprej. To je pri ljudeh nekako povzročilo, bom rekel, nelagodje na eni strani in na drugi strani izgubo verodostojnosti parlamenta, kar je seveda za demokracijo zelo slabo. Parlament je na koncu najvišji hram demokracije, ne. In si ne bi želel, da bi se ti poslanci te vrste spet pojavili, jih pa nekaj, vsaj kolikor sem lahko po medijih razvozlal, ne, kandidira znova, ne. Upam, ne, da bodo ljudje znali razpoznavati, rekel, zrnje od plev, ne. Je pa nekaj tudi novih ljudi, ne. In ti novi ljudje seveda nastopajo brez obremenitve s tem, se pravi, imajo neko, rekel, bolj odprto možnost spremeniti ugled tega najvišjega hrama demokracije v očeh ljudi, bodo pa prevzeli zelo veliko odgovornost, ker to, kar je škode naredila sedanja vlada, ne, bo treba popraviti. Glejte, zadnjič sem poslušal spet na tem soočanju, ne, to strašenje. Če boste vi prevzeli, boste ljudem vzeli plače, boste vzeli ljudem pokojnine, ne, boste naredili to, ta vlada je vse to naredila, ne, to preprosto ni res, ne. Tako kot tudi za Orbana ni bilo res, če bi tam zmagala opozicija, da bi poslali madžarske vojake na ukrajinsko fronto. Skratka, ne, je pa zaradi medijske blokade, zaradi tega monopola, ki si ga je vlada prisvojila, z tem, kaj je to, urad za komuniciranje, z pokoritvijo STA-ja, ne, z ofenzivo na nacionalno televizijo, seveda ljudem težko prepoznavati, mislim, kaj v resnici se dogaja in kaj se dogaja za kulisem vsega tega še zmeraj trajajočega epidemičnega neravnovesja, ker epidemija ni izginila, epidemija je izginila samo iz,
kako bi rekel, Putin jo je izrinil iz glavnih novic. pa volitve. Pa tako, ko je ta vlada dobra, kaj vse je ljudem dala. Skratka, ne, epidemija je še zmeraj tu, pogledajte številke, ne samo pri nas. Ne. Na kitajskem Šangaju zdaj so večje omejitve, kot so bile v Wuhanu, tam, kjer se je pravzaprav ta nesrečni virus pojavil. Skratka, ne. Javna televizija in profesionalnost novinarskega poklica ne bi smela v tem trenutku biti ogrožena, ampak jaz bi rekel eksistenčne važnosti. Pred časom je eden izmed uradnikov, madžarskih uradnikov, rekel, da je meja z Madžarsko na Muri. Kaj bi lahko to pomenilo na teh slovensko-madžarskih odnosih? No, bi poskušal odgovoriti z druge strani. Kakšna je bila reakcija slovenske politike na to? Razen nekega razgovora z uradnikom na zunanjem ministrstvu se ni pravzaprav zgodilo nič. Ne. Kdor pa pozna zgodovino slovensko-madžarskih odnosov, mislim Slovenijo oziroma Prekmurje kot Slovenijo, tisti bi pač moral nekako vedeti, da tak zdrs, recimo, da sem dobronameren, vendarle zahteva oster odgovor, ne, in to najvišjih predstavnikov. Ne. Zlasti tisti, ki se z Orbanom objemajo. Pa ne bom zdaj govoril, mislim, kako in kaj je z Trianonom in z zemljevidom Velike Madžarske, z reko kot glavnim pristaniščem Hrvaške in tako naprej. Skratka, ne, jaz sem zelo, zelo trd zagovornik dobrih odnosov z državami, ampak seveda za dobri odnosi zahtevajo, če pride do takšnega zdrsa, pride do resnega opravičila in to na najvišji ravni in tudi do reakcije v prezreti državi na najvišji ravni. Ravno so bile volitve na Madžarskem, spet je zmagal gospod Orban. Kakšen je kaj vaš komentar glede na rezultat teh volitev pri naših vzhodnih sosedih? Če bi v Sloveniji popolnoma obvladali medijsko sceno, tako kot je Orban na Madžarskem, bi seveda rezultat bil najbrž precej podoben. To, da je šef opozicije dobil 5 minut na nacionalni televiziji, Orbanov enourni govor so pa 6-krat ponavljali, vam najbrž pove vse. Ne. Če lahko končam z neko šalo, ko so bili v nebesih Milošević, Napoleon in Bismarck, so vsako jutro pili kavo in Milošević je šel zmeraj na portirnico. Ne. In potem se enkrat vprašal, dobro, mislim, zakaj pa ti tako hitiš tja? Pravi, čakam, da bom dobil Politiko, časopis Politiko. Ne. In potem se reka, bi ti nama enkrat pokazal to Politiko. In mu je pokazal in sta gledala in je rekel Napoleon, veš kaj, je rekel Milošević, če bi v mojem času jaz imel takšen časopis, kot je Politika, ljudje še danes ne bi vedeli, da sem izgubil vojno v Waterlooju. Gospod Kučan, hvala lepa za obisk našega studia in hvala lepa za vaše zanimive besede. Tudi vam še enkrat hvala lepa za povabilo in lep pozdrav poslušalcem oziroma gledalcem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bil prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Drugače pa hvala za pozornost in nasvidenje.